Rad vas bi seznanil, da smo v poslanski skupini SDS in SNS včeraj vložili v proceduro za odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje na zahtevo za sklic seje. In sicer delovni naslov ima nepravilnosti pri delu Komisije za preprečevanje korupcije v času, ko je vodil gospod Kos. V zvezi s tem lahko rečem samo naslednjo zadevo. Vi se boste dobro spomnili, kako smo bili deležni tudi precej velike medijske pozornosti vsakega načelnega mnenja, ki je bilo izdano v obdobju, ko je to komisijo vodil gospod Kos. Veste pa, da smo v Državnem zboru imeli tudi komisijo, ki je upravljala nadzor nad Kosovo komisijo. In veste seveda tudi to, da je bila vsaj moja stranka, torej Slovenska demokratska stranka, ves čas mandata gospoda Kosa na nek način javni kritik delovanja te komisije. Te naše javne kritike so se nanašale predvsem na to, da smo imeli vedno občutek, danes pa se to kaže kot resnica, da je delo te komisije nekako politično motivirano in da, če povemo poenostavljeno, se izdajajo načelna mnenja zlasti v tistih zadevah, ki škodijo, ki so nekako v škodo desne politične opcije in da je leva politična opcija privilegirana v vseh teh načelnih mnenjih. V začetku tega mandata pa se je pokazal še en problem. Namreč, da Državno-zborska komisija ne more izvajati nadzora nad tako imenovano komisijo za preprečevanje korupcije, se je bila Državno-zborska komisija največkrat kar na tiskovnih konferencah ali javnih nastopih njenega predsednika seznanjena z tem, kakšne primere obravnavajo, v kakšni fazi so ti primeri in tako dalje in tako dalje. Z potrebno dvotretjinsko večino je komisija, Državno-zborska komisija v tem mandatu na začetku spremenila tudi svoj poslovnik in naložila Kosovi komisiji, da poroča o prispelih zadevah in fazah njene obravnave v okviru Komisije za preprečevanje korupcije. Veste, da je tu prišlo potem tudi do ustavne presoje vseh teh zadev, in da gospod Kos ni nikoli želel dati na razpolago Državno-zborski komisiji podatkov o številu zadev, ki jih obravnava, ali tako imenovane vpisnike. Ni nikoli želel dostaviti in poročati o njih Državno-zborski komisiji. Danes se kaže ravnanje koalicije, ki je sprejela zakon o integriteti kot popolnoma nesprejemljivo. Ker poglejte, kaj se je zgodilo. Z zakonom o integriteti je bila Državno-zborska komisija ukinjena. In Komisija za preprečevanje korupcije danes tako rekoč nima nad sabo nikogar, ki bi njeno delo nadzoroval. V tem času pa, kot vidite, so prišli na dan nekateri izjemno hudi podatki. Kaže, da je gospod Klemenčič po prevzemu funkcije predsednika komisije v predalih, to poznamo že iz zgodovine, kar veliko takih primerov, našel 1400 nerešenih spisov, tako vsaj poročajo mediji. 1400 nerešenih in ne samo nerešenih, neevidentiranih spisov. Nekateri tožilci, kot veste, so tudi zalagali stvari v omare v preteklosti. Hipotetično sam sebi postavljam vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi 6. maja leta 2011 gospa Brezigreva pozabila kak nerešen spis v svojem predalu, ko bo predala posle novemu generalnemu tožilcu. Jaz verjamem, da bi bila na nogah vsa leva politična opcija in bi speljala zoper njo pravo vojno. Danes, ko govorimo pa o 1400 spisih, ki so bili najdeni v predalih Komisije za preprečevanje korupcije, pa bi naj bilo vse v redu. Ampak za nas, predlagatelje, ni vse v redu. Zato želimo seveda dobiti od gospoda Klemenčiča zelo jasen odgovor na to vprašanje. Kaj ji pomeni teh 1400 nerešenih in neevidentiranih spisov? Mene osebno zanima, odnosno zanima nas tudi to pravzaprav, na koga se nanašajo. Ker domnevati je, da se nanašajo pač na tiste, ki, bom rekel, so
nekako vezani na levo politično opcijo in so bili skrivani. Zadnji podatki, ki jih pa imate na razpolago, so pa pravzaprav tudi to, domnevni podatki, novinarji ste ga skrili, nisem vesel, da je temu tako, da naj bi bila v okviru Komisije za preprečevanje korupcije organizirana cela mreža. Mreža, v glavnem policistov in kriminalistov. Nekateri med njimi naj bi bili celo plačani po pogodbi za svoje delo. Kaj je res in kaj ne, bo pokazala seja. Res je pa tudi to, da sem imel kar nekaj komunikacij v preteklosti s člani te komisije v prejšnji sestavi, ki so mi jasno povedali, da za nekatere stvari prvič slišijo na televiziji in da jih komisija ni nikoli obravnavala. Skratka, gre torej za absolutno selektivno obravnavo, kot kaže. Mi želimo na tem odboru pravzaprav se seznaniti situacijo, dobiti relevantne odgovore gospoda Klemenčiča. Mimogrede, vam lahko rečem, da nekatera ali pa mnoga njegova ravnanja v tem času, ko je on na čelu te komisije, dajejo pozitivne signale. Dajejo pozitivne signale, to je potrebno povedati. Hkrati pa bomo želeli od gospoda Klemenčiča v roku enega meseca eno temeljito poročilo, pa mi dovolite, da ga bom imenoval načelno mnenje. Namreč prejšnja komisija je tako rada izdajala načelna mnenja. Mi bi pa želeli eno načelno mnenje o ravnanju komisije v prejšnji sestavi. Oziroma želimo tudi poročilo o teh 1400 založenih zadevah in seveda okoli teh pogodbenih sodelavcev v policiji in tako dalje. Gospodu Klemenčiču bomo dali dovolj časa, da zadeve pojasni, povabili bomo tudi gospoda Kosa, ter seveda srečujem s tem, da bomo sejo komisije končali takrat, ko bomo imeli tudi pisno poročilo gospoda Klemenčiča. To z moje strani.